Potem pa pridemo na tagarnega. Željko Osed, ki bo iz Inštituta za novejšo zgodovino, ki bo predstavil pomen in vlogo Slovenske akademije znanosti in umetnosti v procesu oblikovanja slovenske znanosti. Prosim, Željko. Hvala za besedo. Spoštovani, 13. julija 2012 sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani zagovarjal doktorsko dizertacijo in sem jo pripravil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Dizertacija je večinoma narejena na arhivskem gradivu, upošteval sem tudi dosedanjo literaturo, ki je bila narejena za ki se ukvarja s Slovensko akademijo in znanostjo na splošno. Za obdobje od začetka ustavne dobe do ustanovitve akademije 1938 sem uporabil poleg časopisnega gradivo iz Fonda Slovenske matice, Fonda Banskega sveta Dravske Banovine, Fonda Slavistično društvo, Fonda Vseučiliške komisije, torej iz Arhiva Republike Slovenije in Fonda Ministrstva prosvete ter Narodne skupščine iz Arhiva Jugoslavije. Poleg tega pa sem tudi uporabil osebni fond Antona Krosa iz Mariborskega arhiva. Za obdobje druge svetovne vojne sem uporabil poleg gradiva Slovenske akademije znanosti in umetnosti, fond prosvetnega oddelka šefa pokrajinske uprave ter osebni fond Gregorja Krekla. Za obdobje po drugi svetovni vojni sem uporabil poleg gradiva akademije tudi iz Fonda Ministrstva prosvete, Fonda Sveta za kulturo in prosveto ter Fonda Republiškega sekretarijata za notranje zadeve in osebni fond Janeza Milčinskega. Poslednje gradivo v dizertaciji zagotovo predstavlja zapisniki akademije. Zapisniki akademije niso samo suhoparni, ampak je pogosto priloženo tudi gradivo za seje, tudi stališča, določena stališča. Zapisniki so zelo različno dolgi, najkrajši so iz začetnega obdobja in obsegajo približno 10 strani, potem pa naraše vse, tam, mislim, da je rekord 58 strani. To seveda tudi odraža naraščanje, trajanje samih sej. Naraščanje trajanje sej sovpada z nalogami, še bolj pa za uvedbo družbenega samoupravljanja. Dizertacija je načeloma razdeljena iz 3 delov. V prvem delu sem predstavil pregled dosedanjih prikazov zgodovine akademije in oblikovanje njene samopodobe ter ustvarjanje s tem historične tradicije, predvsem mislim predvsem na izvajanje na Akademijo Prozorum, ki je delovala v koncu 17. stoletja in začetku 18. stoletja in z današnjo akademijo poleg samega mesta in nima dosti skupne. Je pa zelo priročna za oblikovanje historične tradicije. V drugem delu sem prikazal prizadevanje za ustanovitev akademije od začetka ustavne dobe 1860 do 1938 in ob tem tudi upozoril pomen prizadevanj za ustanovitev slovenskih nacionalnih znanstvenih institucij za oblikovanje slovenske identitete. Osrednji del dizertacije predstavlja pregled institucionalne zgodovine akademije od 1938 do ustanovitve Slovenije. Ta del sem razdelil v obdobje ustanovitve akademije, akademija med drugo svetovno vojno, povojna transformacija akademije, torej 1945-1952, obdobje Josipa Vidmarja in obdobje Janeza Milčinskega. V poglavju ustanovitve akademije sem predstavil prizadevanja za pridobitev politične podpore za ustanovitev akademije tako pri Ivanu Hribarju kot Antonu Krosu in Ivanovičevi vladi. Po ustanovitvi akademije pa prizadevanja za ureditev materialnega položaja institucije. Ob tem sem pozoril na pojavljanje prvih trenj med člani, predvsem med Gregorjem Krekom in Franom Ramovšem, ter Josipom Plemejem in Maksim Samcem, ter med Jankom Polcem in Metodom Dolencem. Najbolj strasten spor je bil med Plemejem in Samcem, Samec si tudi odločil za odstop in potem, ko je Samec ugotovil, da nekako njega krivijo za odstop, se pa Samec odločil in tem je Plemer preklical odstop in postal ponovno član.
Ampak zanimivo, da se pa v tem leta 1949 pleme ni odločil za odstop, ko je bil samec ponovno izvoljen za akademika. V poglavju Akademija med drugo svetovno vojno sem predstavil pritisk okupatorjev in protirevolucionarnega tabora na akademijo. Predstavil sem tudi dileme akademikov ter njihova prizadevanja za distanciranje od družbenega dogajanja, torej izmikanje dajanja javnih izjav in poved volitve novih članov. Z besedami Milana Vidmarja, medvojnega predsednika akademije, umakniti akademijo stran od hrupnega vrveža. Obdobje od konca vojne do 1952 je obdobje transformacije akademije od reprezentativne znanstvene ustanove k delovni instituciji in številnimi znanstvenimi instituti, kar se odraža v porastu števila zaposlenih od 1. maja 1945 do 278 septembra 1952. V tem obdobju sem spremljal naslednje procese. Institucionalna izgradnja akademije, za ustanovitvijo komisije odborov inštitutov, sodelovanje med jugoslovanskimi akademijami, odnos vodstva akademije do oblasti in krepitev pritiska na avtonomijo institucije in položaj akademikov. Po letu 1952 sem v obdobju do ustanovitve Slovenije razdelil po dveh dolgoletnih predsednikih akademije, Josipu Vidmarju, ki je vlada vodil akademijo med oktobrom 1952 in marcem 1976 in Janezu Milčinskemu, ki je vodil akademijo od marca 1976 do maja 1992. Delitev je odrobljena tako z vidika sloga vodenja, kako tudi po kriteriju vpliva akademije na oblikovanje znanstveno-skovalne politike. Ob nastopu Josipa Vidmarja se je pričela intenzivna javna razprava o oblikovanju konsistentne znanstveno-raziskovalne politike, ki se je sklenila s sprejemu zakona o znanstvenih zavodih januarja 1958 in za ustanovitev tako imenovanih velikih naravoslovnih inštitutov v letu 1958-1959, ki so dejavno sodelovali z gospodarstvom. Načrtov pa je bilo tudi združitev sorodnih inštitutov akademije in univerze v Ljubljani. Spremembi so močno nasprotovali upravnih inštitutov, ki so v spremembah videli poseg v avtonomijo znanstvenega dela. Nevarnost za odsvojitev manjših inštitutov je minila v letu 1961, ko pomembno vprašanje preorganizacije inštitutov postane uvedba delavskega upravljanja v inštitutih akademije. Ponovno pa se je razprava o spremembi znanstveno-raziskovalne politike pričela v drugi polovici 60-ih, pri čemer je vsaj začetne razprave imel precejšen vpliv organizirano znanstveno-raziskovalne politike v zahodni Nemčiji. Potrjena je bila zamisel, da bi se akademija preoblikovala po zgledu Max Planck Gesellschaft, s čimer bi akademija pridobila osrednjo vlogo pri vodenju znanstveno-raziskovalne politike v Sloveniji. Zaradi protesta gospodarstvenikov, ki so bili za ohranitev razvojnih oddelkov v podjetjih, do resničitve zamisli ni prišlo. Bistven del reforme raziskovalne sfere po letu 1971 je bilo povečanje obsega sredstev za raziskovalno dejavnost in upojnitev zveznih fondov za raziskovalno dejavnost ter ustanovitev raziskovalne skupnosti Slovenije. V akademiji niso bili navdušeni nad spremembo načinov financiranja, saj so si želeli ohraniti neposredno financiranje iz državnega proračuna. Sprememba financiranja je bistveno prispevala k odločitvi dolgoletnega predsednika Josipa Vidmarja za odstop oziroma k iskanju primernega naslednika. Svojega naslednika je Vidmar želel izbrati Borisa Ziherla, vendar je Ziherl umrl pred volilno skupščino. Z novim predsednikom Janezom Milčinskim je prišel tudi nov model vodenja akademije. Bistvena novost je pač drugačen način komuniciranja, več sej, manj odločitev, ki so bile, ki pač več razprave na sejah predsedstva. Obdobje Janeza Milčinskega pomeni krepitev samoupravljanja, kar dejansko pomeni krnitev vpliva akademikov in predsedstva akademije na delovanje inštitutov. V bistvene spremembe v odnosu med akademijo in njenimi inštituti pride združitvijo inštitutov v ZRC SAZU novembra 1981. Zaradi nasprotovanja Vidmarja in Vladimirja Pavšiča je bil dokončen sklep o ustanovitvi ZRC-ja
septembra 1983. Celotno obdobje Janeza Mečinskega zaznamuje razpravo o spremembah znanstveno-raziskovalne politike oziroma modela financiranja. Na to razpravo so močno vplivali gospodarske težave in ponoven poskus zgledovanja in posnemanja raziskovalne politike, predvsem v zahodni Nemčiji. Ob tem naj dodamo, so slovenski predstavniki vse skozi predstavljali Jugoslavijo v nemško govorečem prostoru. Pri oblikovanju rešitev za spremembo raziskovalne politike je bila akademija zelo aktivna, tako na ravni Slovenije, kakor tudi Jugoslavije. Rezultat teh prizadevanj je bil priprav dolgoročne perspektive 1986 do 2000. Pomemben del te strategije je bila uvedba sistema mladih raziskovalcev. Ta sistem, kljub temu, da ni bil celoti realiziran, je prinesel pozitivne rezultate. Če je bila akademija pri vprašanju znanstveno-raziskovalne politike v ospredju, je pri ostalih vprašanjih bila precej bolj zadržana. Tako pač so zelo medlo reagirali o skupnih jedrih in tudi pri komentiranju družbenih vprašanj. Zaradi tega je bila akademija dosti krat napadena. Do spremen tega odnosa je prišlo po proslavi 50-letnice novembra 1988, ko se 3 predsedniki jugoslovanskih akademij niso udeležili proslave. In s tem, ko so se začeli vrstiti napadi na Mečinskega v srbskih medijih, je pa tudi toleranca v predsedstvu akademije začela popuščati in so tudi več stvari komentirali. To bi bilo na kratko. Jaz sedaj nadaljujem s pregledovanjem arhivskega gradiva. Upam, da bo disertacija kot znanstvena monografija šla naslednje leto, ko akademija praznuje 75-letnico svoje ustanovitve. Kakšno vprašanje? Na sami akademiji mislim, da je že med 40 in 50, na ZRC pa mislim, da je okoli 230, okoli 220. Pravi se število ni bistveno. Sam pri tem je bilo potrebno upoštevati, da so še tu inštitut Josefa Stefana, drugi inštitut, Kemijski inštitut, inštitut Milana Vidmarja, tako da če bi vse danes to seštevili, manj tam 450 in 500. Še več, odvisno, mislim, da lahko dvojimo odvisno od mladih raziskovalcev, ki jih pa v zadnjem času še eno odpuščajo. Ki jih odpuščajo. Mogoče, pri prvi številki, da je bilo omemba, da to je še številka, še predtem so sploh inštituti bili ustanovljeni. To je še tega tudi raziskovalsko, to je še administracija. Današnja akademija je v bistvu samo servis za akademike. Imajo povsem ločeno, vse so se ločili v letih 83-84 in potem je v letih 90-92 je pa to dokončno ločevanje z kopico javnih pisem, ker so pač takrat je potekala razprava, kakšen status naj pridobi ZRC SZO. Takrat so zelo nasprotovali, da bi bila akademija ustanoviteljica, tem, ko se je pa pač prišlo do nekako političnih signalov v tem vse vlade, da bi pač malo drugače. So pa z veseljem pristali na ustanoviteljstvo akademije. Še drugo vprašanje? Ali bomo slovesno ugotovili, da smo slovesno prišli do konca tega delovnega dne, še preden so nas uspeli zakleniti, ne?